Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci portala domovina.je in tokratne vroče teme. Odšel je minister za zdravje, še eden v množici. Kaj to pomeni za zdravstveni sistem? Kaj za že tako zelo slabe razmere v zdravstvenem sistemu, bomo vprašali moja današnja gosta. V našem studiu lepo pozdravljam profesorja, ekonomista, gospoda doktorja Marka Jakliča, tudi nekdanjega člana Strateškega sveta za zdravstvo. Pozdravljeni. Dober dan. In pa mladega zdravnika, gospoda Federika Potočnika. Lepo pozdravljeni. Ja, živijo. Spoštovana gosta, mogoče najprej, je padec ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana pozitivna ali negativna stvar za ureditev slovenskega zdravstvenega sistema, gospod Jaklič? Ne vem, bomo videli v prihodnosti, gotovo pa, s tem ste tudi začeli, ta nestabilnost, te menjave v zadnjih letih, toliko ministrov, pa konec koncev menjave tudi v vodstvih bolnišnic in tako naprej. Tudi, če pogledate UKC v Ljubljani, koliko se jih je v zadnjih 10 letih direktorjev zamenjalo in tako naprej, to prav gotovo ni element tiste potrebne stabilnosti, ki je nujna za to, da se neka organizacija ali pa sistem, zdravstveni sistem v Sloveniji razvija v pravo smer. Tako da jaz upam, da najdejo boljše rešitve, če ta ni bila dobra, ki bo stabilnejša predvsem v tej smeri, da se bo reforma oziroma spremembe v zdravstvu začele dogajati, ker so nujno potrebne. Gospod Potočnik. Mene je ta odstop presenetil. Predvsem zaradi tega, ker so ga toliko podpirali v zadnjem času, nisem pričakoval, da bo tako hitro bil odstopljen, pravzaprav. Po drugi strani, ali je to nekaj dobrega ali slabega, ni bil dober minister. To se lahko strinjamo, ni bil dober minister. Ampak imamo pa serijo relativno slabih ministrov. Zakaj? Zato, ker so amateri v tem, kar delajo. Mi kot zdravniki nismo trenirani za to, da vodimo ministrstva. Nam manjka en del izobraževanja, ki ga v Sloveniji ne cenimo dovolj, in mislim, da bi bila odlična kombinacija in taka kombinacija, ki jo potrebujemo, nekdo, ki ima znanje iz medicine, pa ki ima znanje iz upravljanja sistemov, iz ekonomije. Tega nimamo in to nam vsekakor manjka. Gospod Jaklič, zakaj ste se odločili za odhod iz Strateškega sveta za zdravstvo? Nič nenavadnega, nič škandala. No, jaz sem iz sveta odstopil 3 mesece nazaj že. Šlo je pa preprosto za to, da smo na tem svetu, ki je bil zelo delaven, dr. Brecelj je zelo delovno, se pravi vsak teden po 5-6 ur, taka plenarni sestanki in potem še komisije, tisti, ki so bili v večjih komisijah po par tedensko. Nič narobe, ker je stvar taka, da je potrebno na njej delati. No, ampak tudi statut smo imeli zelo ta pravi, se pravi statut, ki je omogočal diskusije, ki je omogočal manjšinska mnenja, v ničemer nismo glasovali. Vsa mnenja so pa šla potem naprej v politiko. Potrebno se zaveda, da tudi stroka, tudi zdravstvena, verjamem, medicinska in tudi ekonomska, pravna in tako naprej nima enotnih stališč, to lahko spremljamo vsak dan. In na nek način se mora politika odločati v določenih zadevah. No, moje mnenje je bilo skozi kar precej dela, da mi dosti mukotrpno na Titaniku premikamo stole, Titanik gre pa proti ledeni gori. No, tako da jaz sem v enem momentu rekel, da moramo precej izhodiščne stvari odpreti, ne se z mikromanagementom, kot temu pravimo, ukvarjati po bolnišnicah in tako naprej, kako bomo kaj uredili, ampak da je treba sistem postaviti in zato je tudi minister odgovoren, med drugim sistem postaviti z vsemi mehanizmi, motivacije in tako naprej. Konec koncev mi v vsem tem času, vsaj kar sem jaz zraven, niti nismo definirali, kaj je javni zdravstveni sistem. Se pravi, mi morali dosti v izhodišču povedati, kaj je javni zdravstveni sistem. Moje stališče, na primer, je bilo, da je del javnega sistema so tudi zasebniki in to ne samo zasebni izvajalci zdravstvenih storitev, ampak tudi zavarovalnice. Mislim, da je bil to en glavnih kamnov spotike. Potem sem seveda v teh svojih razpravah zagovarjal, da je treba na nek način demonopolizirati oziroma predvsem bolj temeljito spremeniti Zavod za zdravstveno zavarovanje, kot ga imamo. Se pravi, zagovarjal sem veliko bolj temeljite spremembe. No, pri teh svojih stališčih, mogoče mečkam bolj radikalnih, ampak moje mnenje je, da je ta sistem potrebno bolj temeljito spremeniti, samo s kozmetičnimi spremembami ga ne bomo mogli spremeniti, ne na etatističen način, kot se je kazalo, se pravi, zdaj bo pa minister svoje ljudi postavil bolj kot nekompetentne, po bolnišnicah in tako naprej in potem bo zadeva zafunkcionirala. To je prekompleksen sistem, da bi ga na tak centraliziran oziroma etatističen sistem način vodili.
je treba k njemu, po mojem mnenju, na drugačen način pristopati, sprožati določene mehanizme v tem podsisteme v tem ekosistemu in potem seveda na nek način graditi takšno reformo. Jaz ne verjamem, da bomo zdaj, naredili en ekspoze 100-200 strani in potem bo reforma 2025 zaživela in potem bo čisto drugače. Ne. Potrebno je pametno sprožati valove, ne, na tistih področjih, ki so pa ključni. No. Z mojega vidika so bile dane, oziroma ni bilo danih nekih usmeritev. Jaz sem že večkrat v strateških svetih različnih sodeloval, ne, in tam, kjer so dobro funkcionirali, bilo tako, da se je politika na nek način je poslušala strokovnjake in potem se v enem momentu, kjer so bile dileme med strokovnjaki večje, odločila in rekla, ne, po tej poti gremo. Naprimer bi rekla, ne, naš javni zdravstveni sistem bomo skušali v to smer definirati, ali pa saj rekli, gremo za začetek na papirju poskusiti, kako en in drug sistem funkcionirata, ne, potem pa gremo naprej. Ne. Se pravi, teh usmeritev ni bilo, neke vizije ni bilo, jaz sem predvsem to vizijo pogrešal. Moja je bila precej drugačna kot drugih in če sem mečkam tako teatralen, ne, zdaj, veste, če se odločamo, po kateri poti gremo na Mount Everest, je lahko več možnih poti, ne, in zdaj moja je bila in tu sem ostal edini specifična, bolj kot ne drugi so zagovarjali neke druge poti. Nisem želel biti član ekipe, ki hodi po neki poti, v katero jaz ne verjamem. Pa ne zato, ker bi bil žaljen, lahko da je tudi tista pot pravilna, tudi nisem toliko samo všečen, da bi vnaprej lahko trdil, kjera pot je pravilna, ampak na tisti poti seveda bi jaz bil neproduktiven član, ne, in na nek način odstopil sem tisti moment, ko sem videl, da neki tekstov sem zapisal, politika je dobila, odziva ni bilo, da nisem koristen in nesmiselno je ustrajati nekaj, ker nisi koristen. Kako kot zdravnik, gospod Potočnik, gledate na to, da je pač v petek minister vrgel puško v koruzo? Predtem smo videli že številne odhode ministrov v samostojni Sloveniji. Mislim, da bo sedaj že, če štejemo še premierja Goloba, ki bo sedaj prevzel vodenje tega resorja, to že 23. oziroma 24. oseba v 32 letih na tem področju. Kako kot zdravnik gledate na to fluktuacijo ministrov, oseb, ki vodijo in prihajajo pa vedno nove osebe z drugačnimi idejami, z drugačnimi pogledami, z drugačnimi vizijami? Tukaj je več vidikov. Prvi vidik je ta, da mi imamo predsednika vlade, ki je prevzel zdravstveno reformo pred nekaj meseci. Te zdravstvene reforme ni. Jaz ne razumem, kako je, da je odstopil minister za zdravje, ki s to reformo očitno nima nič, ampak ne pa tisti, ki je to reformo pompozno prevzel. Jaz mislim, da je tukaj odstopil napačni član vlade. Zdaj, kaj pa je tukaj problem pri fluktuaciji ministrov? Prvi je ta, o katerem sem malo že govorila, in to je problem izobrazbe, da nimamo pravih ljudi na tem mestu. Ampak vsekakor je sistem tako dizajniran še v času prejšnje države, kjer posameznik nima velike moči. In tudi minister kot posameznik nima dovolj moči, da bi sistem toliko prilagodil, toliko spremenil, da bi nekako zalaufal v drugačni smeri, kot je bilo sprva zastavljeno. Zdaj, jaz sem krščanski demokrat po prepričanju, kar pomeni, da verjamem v razvoj ljudi skozi odločanje. Zame je pomembno, da človek ima več možnosti odločanja, ker skozi to raste, razvija svoj talent in se izboljšuje. Tako da rešitve, ki so centralizirane, ki so etatistične, to se pravi, kjer moč prevzema država in jo daje stran od človeka, meni se to zdi nekaj slabega. Ker človek potem se ne more samo odločati, se odloča namesto njega nekdo na ministrstvu in tukaj skozi to naraste. Velik del zdravstva, oziroma največji del zdravstva se odloča ravno centralno na ministrstvu, ne pa pacient, ne pa zdravstveni delavec, ne pa zdravstvena ustanova, je to zdravstveni dom ali bolnišnica. Tako da prva stvar, ki bi bila dobra za rešitev te fluktuacije, je, da bi sistem decentralizirali, da bi imeli manj odločitev, da bi imeli manj moči, oziroma da bi bila ta del okrog njihov bolj obvladljiv in da bi ljudje imeli na periferiji več možnosti za odločanje. Mogoče, če smem samo na to temo kompetentnosti ljudi, ki vodijo zdravstvo, zdravstveni sistem na različnih ravneh. Pri nas na fakulteti ekonomski imamo nek program, magistrski menedžment v zdravstvu, kjer je kar večino študentov, je zdravnikov, je zdravstvenih delavcev.
In ni seveda problem v tem. Ne? Problem v tem je bolj v to smer, ker je dr. Potočnik nakazal. Ti moraš imeti prostor, kjer se krepiš osebnostno, strokovno in tako naprej. Ne? In seveda, se pravi, cel sistem upravljanja družbe mora biti tak, ki seveda po nekih, rečemo temu, meritokratskih načelih na nek način spodbuja. Mogoče najlažje povem z nekim primerom. Pred leti sem imel priložnost srečati eno menedžersko skupino neke bolnice iz Avstrije. V ozadju je bila družina, ne, se pravi, ljudje širše na začetku je bilo tako, da so bili zdravniki, pa so z neko privatno prakso začeli, ki se je potem profesionalizirala. In oni so bili toliko močni, Avstrijci pa mogoče tudi toliko zreli, da so celo javne bolnišnice dali v upravljanje, ker niso imeli dovolj svojega kadra, ne, ki bi znali upravljati zdravstvene sisteme, zdravstvene bolnišnice, rečemo, ki so zelo kompleksna zadeva, so dali v upravljanje javni zavod, so dali v upravljanje tem zasebnikom, bi lahko rekli, ker je tam bilo znanje, po nekih seveda transparentnih načelih upravljanja, ciljev, kazalnikov in tako naprej. Ne. Tako da to je problem in seveda v nekih večjih družbah se oblikuje nek trg ljudi, ki znajo voditi, naprimer v ZDA sem prepričan, da lažje najdejo kompetentne ljudi z nekimi referencami na osnovi nekih preteklih odločitev, ki so jih sprejemali in se krepili. Pri nas pa kot da ne želimo tega. No, zadnja, veste, tudi če bi šli zdaj gledati, kaj vse je sedaj odstopljeni minister naredil, poznam primer neke zelo pomembne regionalne bolnišnice, kjer je namesto zdravnika, ki je bil tam direktor kar dolga leta v takšni ali drugačni obliki, več kot 20 let, prišel nekdo, ki je bil prej pravnik v borzno-posredniški hiši. Si lahko predstavljate? Jaz se najprej seveda vprašam, kako si upa, drugo pa seveda je, potem, ko mečkam tako spremljaš, on čaka, se bo itak minister povedal, kaj ne delamo. Ne? A si predstavljate, ne? Kje in kako smo prišli. Ne? Tako da imamo res zelo, oziroma celo se strinjam s tem, ne? Ni bil dober minister, predvsem v tem delu, ne, ker niti ni bil tako pod lupo javnosti, ogromno je menjavo v zdravstvu, pa ne zagovarjam obstoječega kadra, marsikater ni bil dober, ne, marsikater je mogoče bil dober, ne vem, ne, ampak zelo je bil usmerjen v to in potem, ko pogledaš, koga vse je skadroval, ne, seveda tudi v obrambo, sej bazen je mejhen, sploh če gremo po principih, kdo je naš, ne, ali pa kdo je poslušan, ampak ne da se sistema tako voditi. Zelo močno opozicijo je minister Bešič Loredan imel v aktivistični skupini Janša je nula, Glas ljudstva in z njo povezanem Dušanu Kebru. Kako vidva, spoštovana gosta, razumeta njihovo vlogo pri menjavi ministra in njihove ideje, kako urediti zdravstveni sistem? Jaz mislim, da ne bi smeli biti noben faktor. Neka skupina posameznikov bi morala imeti toliko moči, kot neka druga posamezna skupina, oziroma skupina posameznikov in nič več. Jaz lahko rečem zelo pozitivno izkušnjo iz strateškega sveta, kjer so, ne vem, kdo je kadriral sicer ta strateški svet, ampak so bili tudi ljudje, ki so bili blizu tej skupini, ki jo imenujete, je bilo kar precej tudi strankarskega kadriranja, se pravim, ne vem, na začetku je še hodil nek gospod, ki je bil, kot jaz vem, blizu nas, pa ga potem ni bilo več, no, ampak kar bolj kot ne koalicijsko, pa neke civilno-družbene posamezniki so tudi bili noter, ampak je bil dr. Brecelj zelo, ne samo v besedah, ne, da ni dopustil takšnih vplivov in je večkrat zelo ostro nastopil proti nekim takim populističnim stališčem kakšnih strank. Ne, zdaj, če že sprašujete, jaz mislim, da absolutno ne sme jo imeti, seveda, politika ne posluša kogarkoli si želi, ampak ona je tista izvoljena ne, in odgovorna, da nekaj naredi. Ne. In jaz upam, mislim, da niti ta skupina ni imela kakšnega vpliva na menjavo. Gospod Potočnik, ali verjamete vlogo, ki si jo je sedaj nadel premier Robert Golob s tem, ko je najprej prevzel reformo zdravstva, sedaj bo sam prevzel še Ministrstvo za zdravje? Ali je sploh mogoče rešiti slovensko zdravstvo na način, imamo veliko interesov ter želja, hkrati pa zadovoljiti vse? Ne, nikakor ne. Prva stvar, premier nima kaj biti zdravstveni minister, teh kompetenc nima. Že to, da je prevzel zdravstveno reformo, stvar ni uspela. Ampak po drugi strani mene kar preseneča je, kako šokantno malo sposobna je ta vlada karkoli speljati. Ampak po drugi strani, glede na to, da se z stališči, ki jih sedaj izjavljajo o zdravstvu, ne strinjam, mislim, da so slabi za slovensko zdravstvo, mogoče niti ni slabo, da bo nekaj časa nekako se nič zgodilo. Ne? Jaz mislim, da je nevarno ravno to,
da nihče ne prevzema odgovornosti z neko vizijo. To, da ustvarjanje raznih svetov, to vsak minister ima najprej neki študij, najprej neki skupin in potem iz vsega tega neki spacajo skupaj. Jaz mislim, da je to narobe. Mora biti neka vizija, ki preživi vsakega ministra. Tega mi nimamo. Mi nismo kot država, kot politične stranke rekli, to je smer, v katero gremo. In potem se pregovarjamo o ABC, medtem ko pa v drugih državah delajo kvantne preskoke v medicini. Mi pa se še vedno ukvarjamo, kdo bo prišel prej na vrsto za nek osnovni poseg. To je za me nedopustno. Gospod Jaklič, v dokumentu, ki ste ga pripravili, ste zapisali, da je pri reformi zdravstvenega sistema potrebno najprej doseči soglasje o izhodiščih. Kako daleč ste bili in ali glede na to, kar ste videli do sedaj, sploh verjamete, da se bo mogoče poenotiti pri izhodiščih, tudi konec koncev zasebno javno? Ja, neka osnovna vizija, je rekel dr. Potočnik, ali pa jaz, če rečem, neka osnovna izhodišča po poti, po kateri hodiš. In, veste, že tako, jaz sem navajen kot ekonomist delati primerjalno, ne? Se pravi, študirati sisteme v drugih državah, pa ne zato, da bi si mislil, da lahko kopiraš te stvari, ampak ravno zato, da prek drugih spoznavaš sebe, pa seveda tudi preko neke poti seveda tudi testiraš, mogoče tudi kakšne podobne rešitve. Ampak če pogledamo kakšne sisteme, jaz sem precej gledal, ne vem, avstrijskega z vsemi hibami, ki jih ima, noben ni idealen, nizozemskega, danskega in tako naprej. Vseh teh je zelo značilna neka vizija in tudi neka, bom rekel, politična sposobnost, ne? Se pravi, ena večja reforma, ki so jo Avstrijci naredili dobrih 20 let nazaj, je bila na nek način kar pogumna, ne? Z vsemi napakami, kot rečeno. Mi tega nimamo, ne? In ne samo, da zamujamo približno 20 let z reformami v zdravstvu. Če je bilo slovensko zdravstvo, po mojem mnenju, nekje 20 let nazaj v veliko boljši kondiciji, kot je zdaj, ne? In na nek način počasi gnije. Tudi mednarodne primerjave, kakorkoli že, ne? Seveda vsaka primerjava, vsaka metrika ima svoje hibe, ne? Ampak po nekih mednarodnih primerjavah je naš zdravstveni sistem pod povprečjem v Evropski uniji, nekatere kažejo celo v spodnji tretjini, zelo velikimi razlikami, naprimer pri skrbi za novorojenčke in pa nosečnice smo vrhunski celo na svetovni ravni, pri raku naprimer smo precej slabši. Seveda, ne, predvsem moramo pa izhajati, in to je bilo moje izhodišče vedno, izhajati iz pacienta, to je prva stvar, ne, se pravi, a se kdo vpraša, ko se pogovarjamo o tem, kako se pacient počuti, ko gre skozi sistem, in seveda tudi izjemno pomembno, tudi to je bilo ravno na dnevnem redu, kako se počutijo, kaj si želijo zdravniki. Ne? Kot da zdravniki bojo naredili, ali pa zdravstveno osebje v celoti, bo pač naredilo tisto, kar bo. Ne? Mi živimo v Evropski uniji, trg dela je odprt, ne? In zdravniki se seveda različno odločajo, so svobodni kljub vsemu, čeprav jih skušamo v neke stvari ukalupljati. Ne? In z njimi delamo kot bi jaz rekel, z modrimi ovratniki, neizobraženimi delavci. Tukaj pa govorimo o storitvenem sektorju, intelektualnem sektorju, ne, ki nas zdravi. Tako da ja, absolutno nam manjka neka osnovna vizija, ki jo jaz v tem delu na začetku, jaz sem jo hotel izsiliti. Da bi saj rekel, ok, bomo delali sistem, jaz sem največkrat, ko sem se tako, kaj pa predlagate, ko sem jaz svojo vizijo dal, kaj pa predlagate. Še najbolj konkretno, kar sem slišal, je tisto, kar smo imeli 20 let nazaj. Ne? Jaz rekel, ne morate imeti tisto, kar smo imeli 20 let nazaj, ker so okoliščine zelo drugačne. Ne? Iščemo nekaj sodobnega. V izhodišču, ja, javni zdravstveni sistem, v izhodišču, ja, ne želimo si toliko usporednega, tega tržnega, čeprav Avstrijci ga na nek način celo spodbujajo, ker razbremenjuje javnega, ne? Pa so šli verjetno predaleč. Če bi se o tem pogovarjali, nimamo časa. Ne? Ampak tudi z napak drugih se lahko marsikaj naučimo. Ne? In naredimo res. Jaz sem živel v veri, da se da narediti. Tudi v slovenskem političnem kontekstu dober sistem. Tudi na nek način sem ga, moram reči, potem še bolj, ko sem odstopil, sem tako ljudi, ki so na levi strani, tako na desni strani, profilirani, tudi v politiki, pa se spoznajo mečka na sistem in pa predvsem na politiko sprašujejo, a je to ne tako izven konteksta, sem naredil sistem, ki bi mogoče na Norveškem funkcioniral, kaj. Ne? In leva in desna opcija je rekla, ja, bi se ga dal speljati, tudi politično bi se ga dal speljati. Ne? Sam bi verjetno morala ta politika že
Predvsej bolj na začetku, no. Se bojim, zelo bojim, pa upam, da se motim, izpostaviti to kot vizijo in začeti konkretno na tej viziji delati in potem v tem mandatu 4 let saj zastaviti neke konkretne stvari. No. In to, kar je bilo mečkaj namignjeno, ne, zdaj gre seveda, predsednik vlade že po definiciji ima celo vlado pod kontrolo, ne more se sam s takim kompleksnim sistemom, kakor slišim, je tudi ekipa na ministrstvu se ošibila, ne, se pravi, ljudje, strokovnjaki, ni jih ravno veliko na samem ministrstvu za zdravje, ne. Tudi mislim, da bo imeli težave zdaj dobiti kompetentnega ministra za zdravje skozi vso to dinamiko. Tako da sem žalosten na nek način, zato ker slej ko prej v zdravstvenih sistemih, ali smo že bili, ne, kot bolniki, ali pa še bomo, vsak slej ko prej pride, ne, in ni nič tako optimistično. Jaz bi tukaj morda 2 stvari dodal. Ena je glede sestave strokovnjakov na ministrstvih, kateri je tvoj suport. Slučajno sem pred nekaj dnevi šel gledati singapursko vlado in sem gledal, da njihovi člani vlade, vsi ministri, pa mogoče kakšnega zgrešim, ampak so bili vsi šolani v tujini, v različnih svetovnih šolah, večinoma v ZDA ali pa Anglija, in so potem šele prišli domov graditi politično kariero. Ne? To se pravi, so prišli z nekim znanjem od zunaj, z nekim znanjem, kot, da ni, to se pravi, s tem znanjem, ki ga želijo oni upeljati v državo in primerjati in tako dalje. Jaz mislim, da mi premalo to spodbujamo in to je povezano z drugo točko in sicer z meritokracijo. Jaz se strinjam res pri novorojenčkih, pri določenih kazalcih smo odlični, ampak to ni zaradi sistema, to je zaradi zdravnikov in zdravstvenih delavcev, ki dajejo v svoj čas pa prosti čas za to, da tisto dejavnost, ki jo opravljajo, lahko peljali na vrh. Ampak ta etični pogon ima svojo mejo in glede na to, kako država ravna za zdravniki, ta etični pogon, ne bom rekel, da vseh, ampak je utrujen. In ne moreš celega sistema naravnati na to, da bojo pa že še to zdržali. Če sam še to dodam, mislim, da država, ki ima najnižji Gini koeficient na svetu. To se pravi, razlika med plačami pri nas najmanjša. To je zelo destimulativno za tiste, ki bi želeli nekaj več narediti, ki bi želeli malo bolj delati ali pa nekaj novega izumeti. In če ti ne narediš dobrega sistema, ki motivira ljudi k temu, da bi bili boljši, če sistem trenutno motivira k temu, da pač ne narediš tistega koraka več, potem ljudje na dolgi rok teh dodatnih korakov ne bomo delali in bomo šli proti eni mediokriteti, ki si jo kot narod ne zaslužimo. Zato ja, sistem, kako naravnaš sistem, zato da bo ljudem v interesu biti jutri boljši. Sami imate sedaj izkušnjo, nedavno ste se vrnili iz Združenih držav Amerike in če nekako primerjate sistem, delali ste tukaj v Splošni bolnišnici Celje in denimo sedaj v Združenih državah Amerike, kakšna je razlika, kaj ste opazili, kaj je tisto glavno, kar bi najprej povedali? Prvo je ta, da noben od obeh ne ameriški sistem, ne slovenski sistem nista idealna. Pravzaprav sta tako zelo narazen, da je ameriški sistem en ekstrem, slovenski pa drugi ekstrem. V Sloveniji je državno zdravstvo prevladujoče in nekaterim je to seveda v interesu, zaradi tega, ker lažje pride do določenih poslov. Amerika je pa zelo individualistična in včasih kruta do svojih ljudi. Pa vendarle, ko se nekomu nekaj hudega zgodi, gre v ZDA. Zakaj? Zato, ker so pa razvili vrhunsko medicino do te mere, da je drugim v svetu vzor. Tako da jaz mislim, da je idealno najti neko ravnotežje, kaj so dobrega tam naredili, kaj smo dobrega v Sloveniji naredili. Prva stvar mislim, da je konkurenca. Tukaj nam manjka konkurence. Če ne moreš izbirati med zdravstvenimi zavarovanji, zakaj bi tisto edino zdravstveno zavarovanje se trudilo, da bi bilo boljše? Se ne. In to se potem dogaja. Ali so dolge čakalne dobe ali krajše, pravzaprav se njim ničesar ne spremeni. Če je pa več zavarovalnic, se bodo pa teple za pacienti. In kar naenkrat ustvariš sistem, kjer je motivacija, da gre pacientu boljše, da je pacient bolj zdrav. Če pride denar iz proračuna, pravzaprav nobenega ne briga. In to je slabo za motivacijo v sistemu. Tako da se sliši mogoče kot malenkosti, ampak to so nastavki za sistem, ki ustvarja ljudi, ki želijo nekaj dobrega narediti, ne da bi ves čas moral kontrolirati vsakega, mikromanežirati, kaj se z vsakim zavodom dogaja. Gospod Jaklič, med ministrom za zdravje Bešič Loredanom in strateškim svetom, natančneje njegovim predsednikom Erikom Brecljem, je že zgodaj prišlo do razhajanj, celo javnih kritik na meji obračunavanja.
Kaj sta se po vašem videnju dva javna borca, oziroma kje sta se ta dva javna borca za zdravstvo najbolj razšla? Kako vidite Brecljevo vlogo v celotni zadevi? Je on del rešitve ali del problema reševanja zdravstvenega sistema? No, dr. Brecelj je izjemno veliko napora vložil oziroma vlaga v delovanje strateškega sveta. Je zelo močna osebnost. Na drugi strani, govorimo o dveh, predsedniku vlade in ministru podobno. Ne vem, če je prišlo tako do zelo velikih vsebinskih razhajanj med njimi, ker mislim, da niti primerne komunikacije ni bilo. Predsednik vlade je sicer parkrat prišel na strateški svet, medtem ko minister nikoli. Jaz sem sicer na tistem prvem sestanku, ki je bil bolj protokolaren, so bili vsi trije, potem je minister odšel, brez da bi se s komorkoli rokoval, ga ni bilo več. Tako da stik, ki smo ga še imeli, ogromno smo dajali tudi teh mikromenedžerskih predlogov, za katere sem jaz menil, da niso potrebni, da se moramo o bistvenih stvarih pogovarjati, strateških zadevah, vizionarskih, tako kot ste rekli prej. No, take stvari smo potem pošiljali na ministrstvo in dr. Brecelj je bil zelo nezadovoljen, ker ni bilo pravega odziva, niti so prebrali, kaj si mislijo. Moje mnenje je sicer bilo, da bi bilo veliko boljše, da bi strani ministrstva kakšne stvari bolj prihajale, pa mi se odzivamo na to, da politika z neko vizijo pride, kakorkoli je že dorekla svoja izhodišča, pa se potem mi na to odzivamo, tega je bilo manj. No. Prišel je na primer predlog za reformo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je za moje pojme kozmetičen oziroma škodljiv, ki predvsem omogoča večji vpliv ministra na delovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Moj predlog, na primer, je bil temeljitejša reforma, seveda v to smer, kot je tudi dr. Potočnik govoril. No in tu je prišel ta predlog na način, če ga ne bo strateški svet podprl, bom jaz odstopil. Ni sam prišel, ampak je poslal svoje dva sekretarja in je bilo zelo tako. In jaz sem rekel, prvič, dobro, že to izsiljevanje mi je čudno, ampak je kazalo malo na to relativno veliko tudi medijsko moč dr. Breclja, da zdaj rabi to podporo. Po drugi strani pa strateški svet ni v tej funkciji. Mi imamo lahko različna mnenja. Jaz sem imel to eno mnenje, drugo mnenje. Kaj ne, jaz zdaj dajem soglasje na nekaj, ker je v statutu, poslovniku strateškega sveta, da ne delujemo kot odločevalec, ampak dajemo mnenja manjšinska, večinska, kakorkoli že, ločena, izločena. In to mi je bilo zelo čudno. No? Se pravi, prišel je do neke vrste politične podpore in to tik prej o tem mi sploh na svetu nismo govorili, ker je bilo rečeno, tudi predsednik vlade je rekel, da se bomo o financiranju pogovarjali šele leta 2025, kar je bilo zame tudi na nek način zgrešeno, ampak ok, sodeluješ, ker si poklican v nek pomemben sistem, na katerega želiš vplivati. In zdaj so šele, o zasebnem se tudi ne bomo pogovarjali nikoli, zaradi tega, ker mi bomo predvsem javno, pa vprašaš, kaj je javno, pa spet ni jasnega odgovora. Ja, tudi so koncesionarji, pa se jaz strinjam, sistem koncesionarstva, kot ga imamo mi danes, ogromno možnosti, ne povsod seveda, je možnosti korupcije. Kako so do teh licenc, koncesij prihajali, so zelo čudne zgodbe in tudi na nek način so, lahko bi rekli, tudi nelojalna konkurenca javnemu, izbirajo kako bojo delali. So tudi, moj predlog je zelo, mogoče čuden za nekoga, da bi moral javni sistem biti neprofiten, za zasebniki, ki delujejo po neprofitnem principu. Na Nizozemskem super deluje. Mi nismo Nizozemska, oni so to gradili 100 let, to tradicijo zdravstveno, ampak tudi nikoli me nihče ni vprašal, pa je res huda teza, ko jaz rečem graditi sistem, tudi zasebniki na neprofiten način, kdo rekel, kako bi pa ti to naredil. Nobenega vprašanja ni bilo na to temo, pa bi zelo rad razvil tak sistem. Ampak to bi želel reči. Veste, v enem momentu, ta strateški svet je tako zelo pester, po razmišljanjih, ampak v momentu, ko greš ti v akcijo, moraš kljub vsemu zbrati ljudi, ki približno podobno razmišljajo. Treba je vedeti, da v politikah v izhodišču so vrednote, tudi. In seveda, ki podobno razmišljajo in na nek način skupaj interdisciplinarno razvijajo stvari, ker, veste, nobena stvar se ne da vnaprej predvideti, kako bo šla, ampak postaviš izhodišče in potem gradiš sploh v takšnih kompleksnih zadevah. Zdaj, če so pa tu zelo raznolike, ideološke, ne vem kakšne še vse izhodišča, že potem pa napredka ne more biti. Dr. Potočnik. Tukaj mene že nekaj časa vznemirja, zakaj se v zdravstvu
vedno pogovarjamo o tem, da mora biti neprofitno. V nekih državah to sicer funkcionira, ampak če jaz opravim neko delo in to delo dobro opravim, moram biti za to nagrajen. Ker če za to nisem nagrajen, bom iskal nagrado drugje, bom iskal nagrado paralelno. In tega je mene bolj strah, da ljudje iščejo paralele, kjer pridejo do nekega zaslužka ali pa do nekega privilegija, ki ga potem zaradi te neprofitnosti nekako uradno ne dobijo. Ne? In jaz se ne bi bal tega, da zavarovalnice imajo profit. Ja, seveda, če opravijo svoje delo tako, da z istim denarjem, kot ga javna ustanova opravi zasebna, pa še zraven imajo za to dobiček, jaz sem korektno oskrbovan, pa v času s tem ni nič narobe. Tukaj, jaz mislim, da v Sloveniji smo preveč šli v to, da denarja pa ne. Ampak ta denar kroži, samo ne med nami. Ga imajo pa tisti, ki oskrbujejo bolnišnice, tisti, ki imajo monopolne dogovore za dobavitelje, tisti imajo jahte. Jaz mislim, da ta neprofitnost je bolj za nas, za tiste v ozadju, tam, ki bi dejansko morali bolj paziti, imeti bolj budno oko, tam pa tega ni. Tako da, če bi samo bolj transparentni bili, če dobro neko delo opraviš, bodi za to ustrezno plačan. In če jaz neko storitev vzamem, z veseljem plačan, če bom jaz korektno oskrbovan. In nekako bomo... Če mi dovolite, samo bi potreboval približno 10 minut, se pravi, redko kdo me vpraša, veste, profitnost je lahko zelo različno definirate. Redko kdo ve, da je mnogo podjetij deluje v lastništvu znanih svetovnih podjetij, v lastništvu, bom rekel, dobrodelnih organizacij, skladov. Ne vem, večina največjih danskih podjetij je v lasti dobrodelnih skladov. Od Novo Nordiska naprej in tako naprej. Ne? Ampak to ne pomeni, da ne delujejo po principih doseganja finančnih presežkov. Samo vprašanje je, kam se ti finančni presežki potem dajejo. In tudi, če govorimo o zasebnem zdravniku, ki bi deloval, seveda, on je v reguliranem sistemu, seveda ima svojo plačo, je nagrajen, če je naredil tudi finančni presežek pod pogojem, da je naredil tudi neke druge kakovostne kazalce. Veste, kazalci zdravljenja, ne, in finančni presežek v zdravstvu, to je kompleksna zadeva, ali pa produktivnost v zdravstvu, zelo kompleksna zadeva, kako meriš produktivnost zdravnika. Ne? So že naredili napako v tujini in so skušali to meriti, pa so potem operirali zdrave in podobne zadeve. Se pravi, v tem kontekstu je treba biti zelo pazljiv. Ne? In seveda tisti, ki naredi presežek, ne vem, za slovenski sistem, jaz sem izhajal iz slovenskih vrednot, iz slovenskega, jaz se strinjam z dr. Potočnikom, seveda, ampak tudi Nizozemski je tak. Vsi finančni presežki se vračajo v finančni sistem. V slovenskem že zdaj ni tako. Ne? Župani jemljajo ven iz svojega omrežja apotek. Ne? Pri nas imamo tako, da če bi ena bolnica... Smo imeli primer. Poglejte, imamo bolnico, ki je lahko dela enoizmensko, razen bolnišničnega dela. In bi lahko dajala v najem prostore za takšne ali drugačne namene. Če dajo v najem, gre ves ta denar na Ministrstvo za finance. Nonsens, se ne bo z noben s tem ukvarjal. Ne? Se pravi, mi sploh stvari, v katere mi javnost, davkoplačevalci, ogromno vlagamo v Ferrarije, v aparature, ki so več milijonske, enoizmensko jih uporabljamo. Ne? In seveda ni na nek način dovoljeno. Se pravi, vse to se jemlje iz zdravstvenega sistema, že v zdajšnjem sistemu. Ne? In moj predlog gre v to smer. Ne, v tem sistemu presežki ostajajo, seveda so pa ljudje nagrajeni. Ne? Nagrajeni za vse te presežke, za kakovost, ki jo naredijo, tudi za gospodarnost, ki je izjemno manjka pri nas. Ne? In tu izjemno lep sistem, tak je nizozemski, tudi v teh vrednotah, ne, ki pravi, ja, je neprofiten. Ampak da mečkam razložiti, kaj ta neprofitnost pomeni. Ne? To ne pomeni, da ni finančnih presežkov, absolutno sistem stimuliran tudi za to ob kakovostnih kazalcih zdravljenja, ne? In pa seveda tudi to, da so tisti, ki jih ustvarjajo, za to motivirani. Ne? In da tudi vejo, da to ne gre za neke dividende, pa ne vem, za jahte in tako naprej, kot je v Sloveniji primer, ampak gre. Seveda, ob tem sistemu, zdaj govorimo o javnem sistemu, lahko obstaja tržni sistem. Pri nas imamo že kar nekaj zdravnikov, ki so se podjetniško postavili, vzporeden tržni sistem. In zame je čisto v redu, da obstaja. Ker je na nek način kazalec tudi kakovosti ogledalo tega, kar se na javnem dela. In ne vem, doktor Bitenc verjetno bo ostal v tem sistemu, ker je že toliko velik, marsikateri bo ostal v javnem. Jaz mislim, da je fino, da imamo čim bolj enotnega javnega, ne moreš pa prepovedovati in tudi je nesmiselno tega tržnega. Ne?
ne smemo mešati državnega pa javnega, ne? Ker zasebniki so tudi koncesionarji so tudi del javnega zdravstva. To se pravi, denar pride iz zavarovalnic in ljudje, ki so zavarovani, gredo lahko ali v bolnišnico ali pa k zasebniku, torej koncesionarju, gre za isti javni sistem. Ne? Zdaj pa vprašanje, ali je lastnik država, to se pravi država z njim upravlja, ali pa recimo nek podjeten zdravnik ali pa neka skupina, ki se je odločila imeti eno zasebno prakso, ampak dela v okviru javnega sistema. Kar bi pa jaz želel tukaj dodati, mislim, da je izjemno pomembno, se strinjam tukaj s profesorjem, da gospodarnost zdravstvenih ustanov je problem. Zakaj? Zato, ker ves denar upravlja ministrstvo. Če sem jaz direktor neke bolnišnice, nimam vpliva na to, koliko denarja dobim, nimam vpliva na to, koliko denarja od mene gre, ker plače so zastavljene glede na pogajanja med sindikati in vlado, ne pa med menoj kot recimo direktorjem bolnišnice in mojim zaposlenim. To se pravi, jaz ne morem motivirati svojih zaposlenih, jaz ne morem graditi v svoji bolnišnici, ne morem višati in nižati cen. Ogromno je njih stvari, zaradi katerih ne morem svoje bolnišnice narediti bolj konkurenčne. In jaz mislim, da bi bilo to ključno, da bi ljudje lahko izbirali med bolnišnicami. Zakaj? Zato, ker smo zdravniki različni, ker so bolnišnice različne, ampak trenutno v tem sistemu, kjer ni transparentnosti, mi vemo, kdo je boljši, kdo ni tako dober, kdo je najboljši operater za neki. Ampak človek, ki pa nima tega znanja ali pa te dostopnosti do zdravnikov, ki bi jim to povedali, tega ne vedo. In jaz mislim, da to ni fair. Če se jaz želim operirati pri najboljšem operaterju in ga hočem tudi za to več plačati, zakaj to ni spodbuda za operaterja, ki je dober, da bo potem več zaslužil, ne? Da bi zaradi tega bolj priznan. Tisti, ki pa ni tako dober, bi pa s tem dobil spodbudo, da postane boljši. Samo sistem motivacij moramo tako postaviti, da se bo splačalo biti boljši, da se bo splačalo biti dober. Trenutno s tem, da predpostavljamo, da smo vsi enaki, seveda nismo in delamo ljudem škodo. Smo pa videli, spoštovana gosta, nedavno, ko so bili objavljeni stresni testi, ki jih je naročil minister Danijel Bešič Loredan, da denar je, da denar ostaja tudi javnim zdravstvenim zavodom in niso ga porabili, na drugi strani pa so zelo dobro ga porabili, denimo koncesionarji. Je torej težava denar ali v čem drugem, v tem, kar smo govorili v začetku, v vodenju? Lejte, dolgoročno je gotovo problem denar. Tudi mi smo zdaj živeli, jaz sem nenehno tudi kot ekonomist opozarjal, da ne živimo v občutku, da ni nekih, lejte, fiskalna pravila na novo prihajajo, medicinska inflacija, medicina je vse dražja, mi smo vse starejši, tako da denar gotovo bo izziv, ne, in konec koncev že z vidika perspektive, a dajemo za šolstvo, znanost, a dajemo za zdravje, ne, vse to so pomembne stvari, ne, in za vse te stvari nam manjka, za infrastrukturo, nimamo železnic, nimamo cest, nimamo, ne, se pravi, vse zaostajamo na teh področjih, tudi zdravstvo, če pogledate UKC, ne, to je stavba, ki je bila narejena pred 50 leti, nikakor ni ustrezna za sodobno življenje, zdravljenje ali pa delo. Že takrat ni bila, če mene vprašate, zdaj je pa še toliko manj. Ne? Se pravi, ja, denarja je premalo, ne? Zato je treba z njim gospodariti. Če bi bilo preveč, mene kot ekonomista ne bi bilo, ne? Ker je stroka temu namenjena. Ne? Se pravi, ja, treba je marsikaj narediti na tem področju, da bo cel sistem deloval in bolj gospodarstvo in predvsem bil bolj prijazen in tudi zdravstvo bolj učinkovit, da bo dobro zdravstvo posledica sistema, ne pa nekoga, ki deluje na vrednotni pogon in se slejko prej utrudi. Ne? Gospod Potočnik. Jaz bi tukaj samo dodal, da je res denar seveda pomemben, tako da tukaj tega se morda v Sloveniji niti ne zavedamo dobro, ampak mi bomo dobro živeli, če bo naše gospodarstvo dobro delalo. In če naše gospodarstvo ne bo dobro delalo, potem tega denarja za zdravstvo, za druge stvari ne bomo mogli koristiti, ne bomo imeli, ker ga ne bo, ne bo odkot vzeti. In veliko se govori o različnih progresijah, da bi za vse te stvari, ki si jih vlada izmišljuje, plačali bogati, ampak mi v Sloveniji bogatašev nimamo. Niti enega milijarderja nimamo. Ne? To se pravi, poleg tega smo najbolj egalitarna družba na svetu. Komu bomo pa vzeli? Jaz mislim, da bo težko za ljudi, ko bodo enkrat spoznali, da bogati so v resnici oni, smo mi vsi. A ne? To se pravi, kdor ima malo
nad povprečjem, je že bogataš, dokler ne bomo vsi na isti minimalni plači. Jaz mislim, da je to težko spoznanje, ki bo slej ko prej prišlo, zato ker tega denarja ni odkud vzeti. Zdaj pa, s tistim denarjem, ki pa je, se seveda da veliko bolje ravnati. Ampak kdo ravna boljš z denarjem? Jaz, ki sem neposredno ob pacientu, jaz, ki poznam mojo ambulanto, ali nek minister v Ljubljani, ki podpisuje papirje, ki je predaleč od tega, od kraja, kjer se stvari dogajajo. To se pravi decentralizacija vodenja zdravstvenih ustanov, decentralizacija ZZZS-ja, kot je profesor že povedal, monopol ZZZS-ja je slab, tako kot monopol vodenja zdravstvenih ustanov je slab. Zato, ker jaz kot človek rastem in sem boljši, če se sam odločam. Če se minister namesto mene odloča, je to zame slabo. Prej sem se lahko odločal med različnimi dopolnilnimi zavarovanji, zdaj se odločiti več ne morem. To se pravi, zame je svobode manj in če sem manj svoboden, kot človek ne rastem. Spoštovana gosta, ekonomist, profesor dr. Marko Jaklič in pa zdravnik gospod dr. Federico Potočnik, iskrena hvala za obisk v našem studiu. Hvala vam. Hvala vam. Iskrena hvala, ker ste spremljali vročo temo na portalu domovina.je. Naročite se lahko na našem YouTube kanalu na našo oddajo in pa seveda nas najdete tudi v tedniku Domovina ter se tudi naročite. Želim vam kar se da lepo in vse dobro.